Dobro večer. Vse skupaj vas lepo pozdravljam in sem vesel, da ste se zbrali v takem številu. Danes gostimo profesorja Boštjana Bertalaniča z Josei univerze v Tokiu, kjer dela na fakulteti za politologijo, če nekako prevedemo v našo terminologijo. Vesel sem, da lahko pozdravim Boštjana tukaj tudi zato, jaz sem ga spoznal pred kakimi 6-7 leti v okviru izvajanja nekega projekta, ki smo ga imeli skupaj z univerzo v Tokiu, in japonski kolegi so nam ves čas pripovedovali o nekem mladem in perspektivnem zgodovinarju, ki jih je navdušil. No in končno smo potem mi po nekaj večerih vendarle izdavili našo željo, da bi pa tega mladega in perspektivnega kolega, ki je iz Slovenije in dela tak dober vtis, vendarle radi spoznali. No in to je bil Boštjan, ki se nam je potem tudi pridružil v izvajanju našega projekta. Boštjan je na Japonskem pristal po golem slučaju, da se je pač odpravil na neko izmenjavo, na podiplomski študij, in to na začetku mišljeno kratkotrajno bivanje se je spremenilo v 13-letni staž na Japonskem, kjer je potrebno tudi povedati, da je njegova kariera na Japonskem tudi uspešna in da je tudi za japonske razmere Boštjan zelo hitro na osnovi svojega dela in kakovosti svojega dela dobil tudi stalno zaposlitev na Josei univerzi, kar je neke vrste privilegij. V svojem raziskovalnem delu se Boštjan prvenstveno ukvarja seveda s Prvo svetovno vojno, z diplomatsko zgodovino Japonske, kakšen je bil odnos japonske države do tega našega prostora, do prostora Habsburške monarhije, do kasnejšega prostora Jugoslavije, o vlogi japonske diplomacije pri sklepanju mirovnih pogodb v Parizu po Prvi svetovni vojni, o vlogi visokih japonskih diplomatskih predstavnikov pri določanju meje, jugoslovanskih meja, kar je tudi ena od zanimivih zgodb. Imel sem priložnost poslušati Boštjana, ko nam je predstavljal oblikovanje meje v Prekmurju in vlogo japonskih diplomatskih predstavnikov, kar je neka tematika, ki je pravzaprav povsem neznana. Današnja tematika je tudi bilo nekaj, kar je nas, ko smo ga spoznali, pravzaprav osupnilo. Se nobeden od nas ni imel v zavesti, da bi lahko pravzaprav obstajali kakšni vojni ujetniki tedanje Habsburške monarhije, vojaki Habsburške monarhije, tako daleč proč od evropskega prostora. Tematika je nova, tematika je presenetljiva, utemeljena na podrobnem arhivskem gradivu, ki ga mislim, da ga je pred Boštjanom pravzaprav redko kdo imel priliko videti, in ravno po zaslugi tega dela je seveda se Boštjanu odpirajo vrata tudi v širši srednjeevropski prostor in možnost nadaljnjega sodelovanja. Jaz bi se tukaj na tej točki ustavil in bi prosil Boštjana, da prevzame besedo in nam predstavi svoje predavanje. Izvoli, Boštjan. Hvala lepa za ta zelo lep uvod in predstavitev. Torej, jaz sem izredno vesel, da imam priložnost predstaviti en majhen košček svojega dela iz več razlogov. Prvič, ker sem doma tukaj blizu, iz Senožeč, 15 minut stran, čez Rib. Drugi razlog, ki se pa veže na to, kar bom danes na kratko predstavil, je, da je bil eden izmed teh ujetnikov iz Vipave, Gašper Messenel, tako da sem zelo vesel, no, da imam res to priložnost. Torej, tema sodi v, bi rekel, širši kontekst mojega dela, ki se v bistvu ukvarja oziroma navezuje na, kot je že Žarko na kratko povedal, jugoslovansko-japonske odnose v času torej Prve svetovne vojne, pa tudi moji interesi oziroma bi rekel tako, firbec me nekako vleče tudi v obdobja potem.
Tako da to temo sem odkril v bistvu slučajno. Jaz sem se ukvarjal bolj z vlogo Japonske pri določanju, fiksiranju torej meje v Prekmurju in takrat, ko sem po teh japonskih arhivih, državnih arhivih iskal literaturo, je to nekako priplavalo na površje in je potem nastala ena zelo velika tema in na koncu tudi moje doktorsko delo, del doktorskega dela. Torej, bi kar mogoče šel naprej. Torej, najprej bi mogoče zelo na kratko predstavil torej kontekst. Torej, Prva svetovna vojna. V Prvi svetovni vojni se je bojevalo cirka 60 milijonov ljudi, torej izjemno veliko število ljudi. In od tega je bilo približno 8,5 milijonov ujetih, torej so preživeli del tega, torej vojne v ujetništvu, cirka 14%. Od tega večina teh ujetnikov je v bistvu bila ujetih na vzhodni, torej ruski fronti, 6 milijonov. Te številke podajam zaradi tega, ker je število ujetnikov, ki so bili pripeljani na Japonsko, izredno majhen. To govorimo o 5000, in v glavnem so bili to Nemci in torej to njihovo ozadje bom danes predstavil. Ujetništvo nasploh je kot tema, raziskovalna tema, izredno zanimiva in je v zadnjih 20 letih v tem zgodovinopisju izredno aktualna in se navezuje na več bolj uveljavljenih raziskovalnih tem, kot so recimo formiranje identitet, potem je tukaj vprašanje kolektivnega spominjanja, etnonacionalizma in tako naprej. Torej, hočem izpostaviti to, da to ni neka marginalna tema, je tema, ki se navezuje na zelo pomembna vprašanja, ne samo v času Prve svetovne vojne, ampak tudi nasploh. Na Japonskem je raziskovanje vojnega ujetništva oziroma te izkušnje ujetništva izredno pomembna tema, izredno aktualna, predvsem zaradi Druge svetovne vojne, kjer je pač Japonska, kot vemo, igrala zelo veliko vlogo in to je ena zelo boleča tema za Japonce. Ogromno se na tem raziskuje in v primerjavi s tem je Prva svetovna vojna nekoliko, torej deležna nekoliko manj pozornosti, tudi zaradi tega, ker Prva svetovna vojna v japonski zgodovini oziroma zgodovinopisju nima neke velike vloge, nekega velikega mesta. Torej je bil, za Japonce je bil to evropski spopad, evropski konflikt, katerega je več ali manj opazovala z daljave. Torej, bila je seveda udeležena v vojni, ampak nekako aktivno ni v tem sodelovala. Tako da tudi posledično zaradi tega torej na tem ne delajo veliko. Se pa v zadnjih mogoče 15 letih začela tudi ta javnost, torej zgodovinarji so se začeli malo bolj prebujati in predvsem ta tema ujetništva je izredno zaživela. Tako da in tukaj sem se potem tudi sam priključil, spoznal sem par profesorjev, raziskovalcev, spodaj nekaj neštetih teh, so zelo ugledni zgodovinarji, v glavnem so strokovnjaki za evropsko zgodovino in med njimi je profesor Otsuru iz Univerze v Kobeju, ki velja za enega izmed glavnih poznavalcev oziroma specialistov Habsburške monarhije na Japonskem. Je tudi profesor, ki se z ujetniki, v glavnem avstro-ogrskimi ujetniki, ki so bili ujeti na Japonskem, torej ukvarja raziskovalno in v njih tudi največ ve. Tako da preko njega in preko njegovega dela sem v bistvu potem jaz uspel raziskati to ozadje jugoslovanskih vojnih ujetnikov. Japonska je v času Prve svetovne vojne
zgradila sistem 16 taborišč, ki so bila praktično razporena po celotni državi. In med temi so nekako 3, ki so bila ključna oziroma so nekako tudi danes zelo prepoznavna. Japonci o njih vedo, to so Bando, Narashino in Aonogahara. Recimo Bando, to prvo taborišče je celo doživelo filmsko uprizoritev in mene je zelo presenetilo, da glede na to, da Prva svetovna vojna znotraj japonskega zgodovinopisja nima ne vem kako velike vloge, kljub temu javnost, torej navadni japonski državljani o teh ujetnikih ogromno vejo, oziroma je tema precej znana, mislim predvsem preko teh uprizoritev in nekako ustnega izročila. O tem se, predvsem v teh lokalnih, recimo Aonogahara taborišče se nahaja na obrobju Kobeja, torej v nekem, bi rekel, odrinjeni lokaciji in je zadeva nekako del lokalne folklore ali pa o tem tamkajšnji prebivalci o tem veliko vedo in se o tem tudi veliko govori. Pri raziskovanju ujetništva, predvsem torej te zgodbe ujetnikov, avstro-ogrskih ujetnikov v času Prve svetovne vojne, sem osebno, ko sem prebiral torej dokumente, depeše in tako naprej, najbolj človeka, torej mene osebno je najbolj presenetilo to, da so te zgodbe izredno pozitivne, sploh če jih primerjamo s podobnimi izkušnjami drugod, recimo na ruski fronti oziroma na taboriščih v Rusiji, ker so ujetniki v glavnem trpeli, živeli so v zelo hudih razmerah. V primerjavi s tem so ujetniki na Japonskem, in to bom potem tudi vam pokazal, imam nekaj slik pripravljenih, zadeva deluje kot, da so bili na počitnicah. Torej, ogromno svobode so imeli, lahko so zapuščali ta taborišča, vsak mesec so imeli organizirane izlete, hodili so redno si ogledovati recimo sumo turnirje, imeli so recimo nogometne tekme z lokalnimi prebivalci in tako naprej. Tako da zadeva je popolnoma drugačna, torej nek kontrast začutiš, ko te zgodbe bereš. No in se mi zdi tudi pomembno je to, da Japonska, ne glede na to, da se o tem malo raziskuje, nekaj je bilo narejenega na tem in v tistih delih se te ujetnike, vsaj tako jaz to občutim, romantizira. Torej, hočem povedati, niso identificirani kot sovražnik, ampak kot prijatelji. Torej, to je nek lik, prinašajo nekako, bi rekel, evropsko kulturo na Japonsko. In skozi te ujetnike, recimo, pride na Japonsko en kup športnih disciplin, en kup kulturnih vsebin, ki jih recimo do tega časa Japonska ni poznala. Recimo gimnastika, potem so to tukaj klobase, recimo, mesno-predelovalne tehnologije, ali ko bi temu rekel. Torej, en kup je teh vsebin, ki jih Japonska prej ni poznala in so v bistvu ujetniki igrali potem neko vlogo posrednikov tega in recimo, ko govorimo o športu, nogomet na Japonsko tudi pride deloma preko teh ujetnikov. Torej, bilo jih je približno 5000, v glavnem so bili to Nemci, etnični Nemci, 90%, torej 4000 in nekaj, ostanek pa so bile manjšine, torej narodi, Čehi, Poljaki,
No in med njimi najdemo tudi, jaz jim kar pravim Jugoslovani, ker se tudi v teh dokumentih recimo japonsko zunanje ministrstvo takrat, ko se odloča, kako te ljudi vračati domov oziroma kako jih poslati nazaj domov, jih v bistvu že identificirajo kot Jugoslovane. No in ta izkustva teh manjših skupin so v bistvu neraziskana. Na Japonskem se o tem praktično ne ve. Tako da, ko govorijo oziroma ko se govori torej o ujetnikih na Japonskem v času Prve svetovne vojne, se v bistvu zadeva predstavlja kot v bistvu neka bilateralna zgodba med Nemčijo in Japonsko. Pač je nek monopol nad tem zgodovinskim spominom in v bistvu s svojim delom skušam to malo spremeniti, malo torej zadeve preburkati oziroma obrniti na glavo. In mi kar mislim, da dobro uspeva. Zelo na kratko o recimo tem zgodovinskem ozadju, torej kako so ti ujetniki oziroma zakaj so se ti ujetniki znašli na Japonskem. Japonska ima, torej tukaj je treba se treba navezati na Kitajsko. Japonska in Kitajska imata torej že v tej njihovi vzajemni zgodovini izredno dinamičen odnos in Japonska po obdobju, torej ko vstopi obdobje Meiji, to je obdobje te izredno hitre industrializacije, v tem času se začnejo v bistvu prvi konflikti s Kitajsko in Japonska ves čas v tem obdobju nekako stremi Kitajski, hoče ustvariti neko prezenco na Kitajskem. Leta 1900 se na Kitajskem zgodi ta zelo znana boksarska vstaja, po kateri, torej po tem dogodku, predvsem Nemčija si potem tam ustvari izredno torej utrjen položaj, veliko investira, predvsem v polotok Šantung in to Japonsko skozi moti. Torej Japonsko je hotela v bistvu se plasirati v isto regijo in ta Nemčija je nekako vedno tam bila neka ovira. No in ko se začne Prva svetovna vojna, Japonska v bistvu zelo pragmatično vidi v tem eno veliko priložnost, da seveda od tam izrine Nemčijo in si v bistvu ustvari neko svojo pozicijo. Tako da Japonska ima od leta 1902 je v zavezništvu z Anglijo, tako da ko se začne Prva svetovna vojna, stopi torej, skupaj z Anglijo, napove vojno Nemčiji in v zelo hitrem času, v kratkih časovnih rokih napade te pozicije, nemške pozicije na Kitajskem in osrednje oporišče je bilo v mestu Qingdao, to je manjše pristanišče na polotoku Šantung, spominja malo na Boko Kotorsko. No in tam je bil tudi rušilec, edini staroavstrijski rušilec, ki je plul po Aziji, Kaiserin Elizabeth, ki je prišel torej v pristanišče, torej braniti pristanišče in tam se zgodi ena zelo velika bitka, traja približno en teden, cirka 50,000 japonskih vojakov napade torej to mesto, ki ga brani približno 5,000 nemških vojakov in teh 300 mornarjev. Na sliki je ta ladja, torej ta rušilec, Kaiserin Elizabeth, torej kot sem že rekel, po Aziji pluje od leta 1913, no in bitka, tale bitka za Qingdao se torej konča, mislim, da 7. novembra 1914 in potem v roku 10 dneh po koncu tega so vojaki, torej tisti, ki so bili zajeti, prepeljani na Japonsko. In najprej so poslani v Hirošimo. Ko pridejo v
Hirošimo, tu imam tudi en zemljevidek. To je v bistvu shema poti, tako zelo na grobo. Torej, ko pridejo v Hirošimo, jih potem pripeljejo v Himeji. Himeji to je eno zelo lepo mesto, ki se nahaja med Hirošimo in Kobejem, današnjim Kobejem. Ima en zelo lep srednjeveški grad, tako da tisti, ki boste mogoče šli na Japonsko, to zelo toplo priporočam. No in ti vojaki so bili najprej nameščeni v tem mestu Himeji v budističnih templjih. Japonska takrat, torej ko vstopi v vojno, ni načrtovala, da bo v teh spopadih in konfliktih zajela toliko ljudi, tako da niso niti načrtovali taborišč, torej nastanitev za te vojake. In torej budistični templji so izredno prostorni in vedno na voljo in so potem te kapacitete izkoristili in te ljudi potem tam nastani. No in seveda, ko prispejo na Japonsko, japonska vlada začne takoj graditi taborišča, ki so bila potem dokončana približno v roku enega leta in avstrijski vojaki, torej mornarji, so bili v glavnem preseljeni v taborišče Aonogahara. Torej, to je ta bolj zožen zemljevid. Torej Osaka, potem Himeji, torej to je ta Kansai, predel današnje Japonske. No in vojaki so bili potem prepeljani iz Himeja, to je ta prvi križec železnico, sicer tako bolj naokrog, v Aonogaharu. To je današnje mestece Kasai, ki ta spomin na to taborišče še danes torej obuja. To je slika, ki kaže ta prihod teh mornarjev v to, v bistvu, takrat je bila to vasica in to je bil en zelo velik dogodek, torej to je ruralen predel Japonske pred 100 leti, tujcev ni, ne, in nenadoma pride 300 mornarjev, torej v teh uniformah in to je bil zelo velik dogodek, ki je bil tudi medijsko pokrit, mislim, da časopis iz Kobeja je takrat o tem pisal. No in potem, ko pridejo v Aonogaharu, tukaj v bistvu preživijo 5 let. To je shema taborišča, kjer so bili nastanjeni. V bistvu te velike podolgovate barake, to so bile njihove glavne nastanitve, potem so pa tiste manjše hiške, tam so bili pa v glavnem nastanjeni oficirji, torej so bili ločeni. Življenje v taborišču, torej v Aonogahari. To je, torej kako so ti vojaki tam živeli. To je en izrezek enega članka iz časopisa Slovenec, ki je objavil pismo enega izmed teh vojakov in to bom prebral na kratko, ker ne vem, če se vidi prav. Torej, to je hrvaški vojak oziroma mornar, ki je pisal domov o v bistvu svojem bivanju v tem taborišču. Pisal je 26. decembra iz Himeja, torej to je bilo malo dober mesec po tistem, ko so prispeli na Japonsko. No, imena žal ni, ne, ampak zelo zanimivo piše o tej svoji izkušnji. Pravi pa takole. V našem ujetniškem življenju moram predvsem poročati, da ne trpimo ne mraza, ne lakote. Samo plače ne dobivamo, niti vinarja. Na sprehod ne gremo nikoli. Rekli so nam, da nas ne morejo pustiti ven, dokler ne pride dovoljenje japonskega ministrstva. Zjutraj vstanemo ob 7 uri, oziroma pol 7 uri, umijemo se in ob 8 uri dobimo čaj z lepim kosom belega kruha in sladkorjem. Ob 12 je obed
ki obstoji iz ene same jedi. Gulaš, polpete, ribe ali kaj drugega. Razen tega 2 porciji kruha, da imamo tudi za južno. Ob 5 uri popoldne je večerja in sicer tudi sedej gulaš, riž, kruha pa samo 1/4 podnevne porcije. Razen tega dobimo k obedu in večerji čaj, a brez sladkorja. Cel dan nimamo nobenega posla. Imamo pa lepo priliko, da si operemo perilo in vsakih 8 dni dobimo vročo kopel. Z eno besedo, odkar sem tukaj, sem se zredil in sem bolj zdrav kot prej. Kdor ima kaj za čitati, čita. Drugi pišejo ali pa pripovedujejo, kaj jim pišejo od doma. Z kitajskega pa dobivamo nemške časopise, iz katerih izvemo kaj novega in razvidimo, da vojna v Avstriji ne gre slabo. Pred nekoliko dnevi so časopisi pisali, da se je kajzerin Elizabet potopila v Čingau z vso posadko. To ni res, ker so se vsi rešili, samo na kopnem smo imeli nekaj mrtvih in ranjenih. Torej, to je pismo, ki nekako se mi zdi zelo lepo povzema, kako so v bistvu ta svoj čas tam preživeli in mislim, da nekih posebnih komentarjev tukaj ni potrebno. Zdaj bom pokazal par slik o tem, torej, kako so živeli tam v tem taborišču. To niso v bistvu moje zadeve, to je ta profesor z Univerze v Kobeju, profesor Otsuru, je pred leti napravil eno veliko razstavo na Dunaju in istočasno tudi na Japonskem. In takrat so izdelali eno zelo lepo brošurco z vsemi temi slikami in sem to malo preskeniral in bom danes pokazal. Torej, na prvi strani, na desni strani so v bistvu je shema, ki nakazuje, kje so ta taborišča bila, teh 16 taborišč, zelo na malo se vidi, ampak zgolj tako za predstavo. Na tej strani je upodobljen ta gospod, ki je te slike posnel. To je bil en avstrijski mornar in je to svojo izkušnjo tam preslikal in te slike tudi prepustil oziroma jih imamo danes na voljo. Vojaki, mornarji so, torej kot sem že prej omenil, imeli zelo, tako bi rekel, svobodno, živeli so precej svobodno, praznovali so rojstne dneve, tam gor jih vidimo, sedijo za mizo, božič, torej vse te, bi rekel, naše navade in tako so vzdrževali in praznovali. Veliko izmed njih se je ukvarjalo z različnimi hobiji, torej imeli so svoje vrtove. Tukaj gor na vrhu vidimo biljardno mizo, med temi mornarji je bilo precej mizarjev in so si potem te zadeve v bistvu kar sami izdelali. Tako da biljardne mize so kar sami tam zobljali in so potem tako preživljali čas. Na desni strani so slike, ki prikazujejo kuhinjo, torej imeli so svojo pekarno in so vsak dan pekli kruh. Spodaj je kuhna na odprtem, torej kuhali so si sami in baje tudi te, bi rekel, naše jedi, naše stvari, pa tudi kaj japonskega je zraven prišlo. Na tej strani, torej na levi strani so slike, ki ponazarjajo torej prašičje rejo. Japonsko vojaško, torej vojska jim je dovolila, da so zunaj, izven taborišča, lahko torej vzgajali prašiče in potem so seveda imeli tudi koline, je tam ena slika in to mesto, kjer so bili zaprti, je zelo zanimiva pokrajina, veliko je jezer tam okrog. Tako da so pogosto potem, ko so pač te prašiče nafutrali, so potem poskakali tam v ta jezera in so se tudi malo kopali. Kar je bilo baje prepovedano, torej ne bi tega smeli početi. Potem druga zadeva, ki mene osebno izredno zanimala, so bile različne športne aktivnosti, torej
Ukvarjali so se praktično z vsem. Torej na desni strani, oziroma pardon, na levi strani, je tenis igrišče, izdelali so si tenis igrišče in so igrali tenis, kegljali so, potem uprizarjali so različne te gimnastične vaje, ki so pogosto privabljale lokalno prebivalstvo in v ta namen so enkrat na mesec prirejali dan odprtih vrat. Tako da, no in na tej desni strani je en tak dogodek, torej ta dan odprtih vrat, kjer so povabili srednješolce iz ene gimnazije v mestu Kobe, ki še danes stoji, in so zaigrali nogometno tekmo. In takrat so seveda prišle, bi rekel, te dame in tako naprej, mame teh otrok in so si to tekmo gledale. No in zmagali so vojaki. Ta tekma je bila uprizorjena lansko leto, torej v počastitev te 100. obletnice so uprizorili to tekmo, so zbrali torej dijake iz te iste šole in seveda ujetnikov ni več tam, tako da so dobili, torej zbrali so tujce, ki živijo tam zdaj v tem mestu in so potem to tekmo odigrali. Baje je bil nivo teh tujcev, bili so v glavnem Brazilci, je bil nivo tega nogometa izredno visok, tako da so spet izgubili. Na levi strani je uprizorjen pogreb, torej v teh 5 letih je tudi nekaj teh vojakov zbolelo in so potem pač tam preminili in nekateri trije so tam tudi pokopani, spodaj je spomenik, ki je še danes stoji in je zelo lepo hranjen in to je v Himeji, tam v mestu na vojaškem pokopališču in zato zelo lepo skrbijo tudi danes. Na desni strani zgor so vabila na gledališke predstave, torej uprizarjali so tudi različne gledališke predstave, izvajali so tudi koncerte klasične glasbe in so potem na te predstave spet vabili lokalno prebivalstvo. No in zdaj počasi prihajam na to zgodbo o Jugoslovanih, torej kako je bilo z njim. Torej prve omembe o teh jugoslovanskih ujetnikih se pojavijo v bistvu v Parizu in to je 2. aprila 1919, torej v času Pariške mirovne konference. Takrat so jugoslovanski delegati poskušali navezati stik z japonsko delegacijo, ker so želeli dobiti informacije o 2 poročnikih, poročniku Viktor Klobučarju in Vladimir Marjaševiću. Japonska je ta poskus naveze stika ignorirala, torej ni odreagirala, tukaj razlag je več, jaz se nagibam zelo preprosto, takrat država še ni bila priznana, torej kraljevina še ni bila mednarodno priznana država in Japonska je, kar se teh mednarodnih protokolov tiče, izredno striktna, tudi takrat bila in je to praktično iz teh protokolarnih razlogov, se mi zdi, to ignorirala. No, tako da potem je ta jugoslovanska delegacija vztrajala in so skušali potem navezati posredno stike z Japonci preko Francije in Velike Britanije. Vzporedno, to je istočasno, pa v Tokiju, tam je bil predstavnik čeških legij, torej te znamenite češke legije, ki so prečkale Rusijo in so potem nekako obtičali v Sibiriji. Te češke legije so imele svojega predstavnika v Tokiju, dr. Václav Nemca, ki je za te jugoslovanske brate vedel in je prav tako aprila predlagal japonski strani, da jih torej zberejo na kup in potem vključijo v češke legije in jih potem preko
torej vračanja teh čeških vojakov v bistvu prepeljejo domov. In on se takrat v teh depešah in teh pismih pogosto sklicuje na ta panslavizem, torej Jugoslovani, to so naši bratje in jim moramo pomagati. No, japonska stran se na to odzove pozitivno in so zelo hitro urgirali, ampak japonska stran je vztrajala, da se torej te vojake ne torej vključuje v ta sestav čeških legij prisilno, ampak da se jim da to torej možnost izbire. In so potem izvedli neko anketo med temi vojaki in jih vprašali, torej, a ste za to, da vas pošljemo v Sibirijo ali boste ostali tukaj. In 36 vojakov se je odločilo, da torej grejo v Sibirijo. Med njimi je bil Franz Malalan iz Sežane. To je ta primer te ankete, oziroma to je že kar izjava, da prostovoljno vstopa v ta sestav čeških legij. In tukaj, to so te izjave vseh 36 izjav sem uspel zbrati in so zelo zanimive, ker nam v bistvu ponujejo podatke, kdo so ti ljudje bili. Ne? In recimo ta Franz Malalan je bil iz Šmarja pri Sežani, bil je samski, tam se opredeli za kmeta, na ladji je bil kuhar, potem spodaj so podatki, kdaj je v avstrijsko vojsko bil poklican in tako naprej. No, če se vrnem na torej, dogajanje v Parizu, potem, ko jugoslovanska delegacija torej preko Francije in Velike Britanije skuša dobiti te informacije, francoska stran preko svojega veleposlaništva v Parizu takoj stopi torej takoj začnejo iskati, poizvedovati, kje ti ljudje so. In takrat ta doktor Nemec prekliče svoj predlog. V teh pismih, ki sem jih bral, iz teh zapisov je razvidno, da je prišlo do kontakta med tem Nemcem in Francozi. Doktor Nemec je skušal prepričati Francoze, da mu vseeno prepustijo torej to vračanje, repatriacijo teh ljudi domov. Francoska stran pa vztraja, češ, ker so bili uradno naprošeni strani takrat srbske vlade, da pač zavarujejo interese teh ljudi, da so oni odgovorni za njih in da pač tega ne morejo storiti. Tako da doktor Nemec potem ta svoj predlog prekliče in od tega potem odstopi. In v bistvu zelo zanimivo je, ker odstopi od tega predloga z zelo težkim srcem in to je razvidno iz pisem, ki jih potem pošilja na ministrstvo, torej na MZZ Japonske in tam zelo na široko razlaga, da Francozi ne poznajo situacije na Balkanu, da ne poznajo ozadja, da niso primerni, torej niso usposobljeni za to, da te ljudi nekako dostojno torej, vrnejo domov. No, ampak kljub temu potem Francija vseeno postane uradni predstavnik teh Jugoslovanov. Istočasno tudi Anglija preko svojega veleposlaništva poizveduje in prihaja do podobnih informacij. Torej, seznam, francoska ambasada potem uspe izdelati seznam teh vseh ujetnikov, bilo jih je 81 in to je ta seznam, ki ga potem predajo japonski strani. Na tem seznamu so v bistvu vsa imena, potem torej tudi odkje so ti ljudje bili in tako naprej. Med njimi je 10 Slovencev, žal ta slajd se mi je malo ponesrečil, tam, kje puščica bi moglo pisati
torej ta Gašper Malalan, torej iz Vipave, torej bil je eden od tukaj. Viktor Klobučar, torej ta poročnik, ki se pojavi že na začetku zgodbe, ta gospod na tej sliki, to je bil edini poročnik, častnik jugoslovanski takrat na Japonskem in je bil zadolžen za v bistvu koordinacijo te repatriacije in za urejanje v bistvu vseh teh proceduralnih zadev v zvezi z vračanjem. Viktor Klobučar on je Hrvat bil, Istrijan, in je na Hrvaškem, se mi zdi, relativno poznan iz več razlogov. Mislim pa, da najbolj zaradi tega, ker je bil prvi letalski poročnik v avstrijski vojski. Torej, bil je izredno navdušen balonar in letalec in je pred vojno celo sodeloval v prvi dirki, letalski dirki okrog Anglije. Takrat je bilo 18 posadk. Žal tiste dirke ni zaključil, ker se je letalo vmes porušilo, ampak njemu ni bilo nič. Tako da na Hrvaškem po vojni je potem deloval v Puli, pa v Zagrebu, torej je celo razstava v Puli o njegovem življenju. Po predaji, torej ko francoska ambasada preda dokumentacijo, vso to dokumentacijo v zvezi z ujetniki, to se zgodi 20. septembra 1919, se nekako ta zgodba začne zaključevati, torej to vračanje. Vmes umre Anton Jelovčič, to je bil Istrijan, umrl naj bi zaradi tuberkuloze in je pokopan v Himejdžiju. To je slika, ista slika, ki sem jo prej pokazal, s tem, da to sliko sem jaz posnel leta 2011, takoj po potresu. Takrat sem bil v tistih koncih in sem šel malo to pogledati. In zelo lepo ohranjeno, rože so gor, svečke so tudi prižgane in tako naprej. Med ujetniki so bili tudi Italijani, oziroma bi rekel, torej vojaki italijanskega porekla, ki so živeli recimo na današnjem slovenskem prostoru, bili so recimo iz Pirana, iz okolice Gorice recimo, ki torej niso povsem razumeli, kam spadajo. Torej, tukaj so se dogajale velike krize identitet oziroma torej enkrat se je bilo treba opredeliti, kdo si, kaj si in potem so se pojavljali primeri, kot je bil recimo ta Otto Tofola, ki je bil potem pred repatriacijo teh vojakov Jugoslovanov predan italijanski strani. Torej, potem nekako so ga obravnavali kot Italijana. Bilo je veliko teh zanimivih zgodb, o tem danes mislim, da ni časa, ampak mogoče kdaj drugič. No, do osvoboditve, torej pot domov, tam začetku decembra se končno ukrcajo na francosko korveto Sphinx v Kobeju. Predtem pride do 2 transferjev. Nekaj ujetnikov je bilo zaradi takšnih in drugačnih razlogov premeščenih v druga taborišča, pogosto zaradi tega, ker so delali probleme, ali so se pretepali, ali so se napivali in so potem torej zaradi teh problemov bili premeščeni drugam. V Čibi, to je južno od današnjega Tokija, ena prefektura, tam je bilo taborišče Narašino, tam sta bila 2 ujetnika, ki sta bila potem preko Jokohame prepeljana v Kobe. Ujetniki, ki so bili v Avnogahari, so bili potem 2. decembra prepeljani v Kobe in od tam so potem odpluli domov. To je oljna slika, ki jo je narisal ta Viktor Klobučar. Ta slika je zelo poznana, sploh tam v okolici Kobeja. Klobučar je bil ljubitelj, torej slikar, in je v času tega svojega ujetništva, mislim, da narisal 8 slik, v glavnem so to v bistvu portreti in ta tihožitja.
In to zdaj Japonci zelo z velikim ponosom te zadeve tudi kažejo. Meni se zdi to zelo lepa slika, to je mesec maj, ajda cvete in v zadju vidimo tam tisto zastave, to so v bistvu krapi, gre za en praznik, kjer na Japonskem praznujejo starejše sine in to je en zelo lep čas na Japonskem. No in s tem bi v bistvu zaključil ta svoj del predstavitve. Hvala lepa. Hvala lepa, Boštjan, za to zanimivo predavanje. Sedaj seveda na vrsti so vprašanja, ampak preden vam predam besedo, bi vendarle jaz Boštjanu zastavil še nekaj vprašanj, ki še nisva imela prilike o njih razpravljati. Jaz bi zastavil pravzaprav dve vprašanji. Prvo je, omenil si, da gre za živ spomin in da ta identiteta beguncev in spominov na begunce v lokalnem okolju še živi. Če bi nam lahko malce več o tem orisal, kajti namreč verjetno je to posledica dejstva, da se ves zahodni svet že od leta 14 ukvarja z spominom na Prvo svetovno vojno in je na nek način tudi to odkritje, denimo, če tega verjetno ne bi bilo, tudi v našem prostoru ne bi bilo tako veliko zanimanja za Prvo svetovno vojno. Drugo vprašanje bi pa šlo bolj v smeri teh identitetnih dilem, ki si jih omenjal. Mene bi vseeno zanimalo slišati še kakšno drugo zgodbo, ne? Predvsem pa, kako so Japonci dojemali te identitetne kontroverze, ki so nastale, pa pravzaprav so bile že ves čas prisotne, ampak najbrž že Japonci sami niti niso te razlike med njimi opazili, ampak so jih karakterizirali kot Avstrijce in s tem so stvar porinili na stran. Ampak kako so se pa potem soočali s temi vprašanji, ne? In kako je nasploh japonska diplomacija, ki pravzaprav za sklepanjem mirovnih pogodb na nek način prvič pride v stik s tem prostorom preko svojih diplomatskih predstavnikov v komisijah za določene meje, ne? Kako pravzaprav sploh percepirajo ta prostor in zlasti, to sprašujem zato glede na različnost etničnih opredelitev, socialnih položajev na tem prostoru, kar je v popolnem nasprotju z japonsko nacionalno ideologijo, ki stoji striktno na načelu enega naroda brez kakršnih koli notranjih razlik. Izvoli. Hvala za v bistvu zelo zanimiva in kompleksna vprašanja. Torej, kar se tiče lokalnih identitet, to se mi zdi ena zelo zanimiva tema. To mesto Kasai, jaz sem bil pred 10 dnevi, torej ravno preden sem se odpravljal domov v Slovenijo, sem bil povabljen na simpozij, ki je bil organiziran ob obletnici, torej praznovanju 100. obletnice ustanovitve tega taborišča. In prvič jaz sem bil zelo vesel, da sem bil tam zraven, zaradi tega, ker, kot sem že na začetku omenil, ta zgodba se pogosto omenja v kontekstu, bilateralnem kontekstu, torej med Nemčijo in Japonsko. Torej, zelo močan je ta pridih nemškosti, ne? Torej bili so Nemci. Ne? Ta simpozij ob 100. obletnici je bil pa striktno namenjen tem manjšim obrobnim izkušnjam in Jugoslovani so bili v ospredju. Tako da tam sem imel priliko predstaviti podobno zadevo kot danes. In bil sem izredno presenečen, namreč na tem simpoziju, ki je bil izpeljan v, bi rekel, neki podobni dvorani, kot je ta, tam so v bistvu bile cele družine. Recimo, bil je en oče, je pripeljal 2 sina, srednješolca na to predavanje in je potem tudi sodeloval v diskusiji na koncu. In je sam rekel, da je hotel, da oba sinova v bistvu se zavesta te lokalne zgodovine, koliko je to pomembno in torej bilo je zelo, jaz sem dobil ta občutek, da se to zelo aktivno torej oživlja in celo so načrti, da bi se to taborišče, ne celo, ampak vsaj nek košček, da bi se torej
nekako zgradil, da bi mogoče preko tega privabljali ne samo lokalno populacijo, ampak tudi ljudi od zunaj. In torej od tega taborišča ni ostalo praktično nič, ti si bil tudi tam, ne, lansko leto. Tam je nek vodnjak, še tisto je menda zdaj izginilo. Pa neka šupa je, ja. Ampak je pa en velik interes. Baje na začetku, ko so začeli, mislim, ko so se profesori iz univerze v Kobeju začeli s tem ukvarjati, so bili tam, bi rekel, ti lokalni prebivalci zelo proti temu, ne? Sploh tam, ko pride nekdo in tam voha okrog in išče, kje je bila kopalnica in to, ne? In so bili zelo negativno nastrojeni, ampak zdaj, bi rekel, v roku nekih 10-15 let je zadeva zelo zaživela in postaja del lokalne identitete, torej ljudje, ki tam živijo v tem mestu, smatrajo to kot neko svojo dediščino in zdaj na tem tudi aktivno delajo in se precej zanimive stvari dogajajo. Toliko o tem lokalnem dogajanju. Kar se tiče pa identitet vojakov, torej v tem času, ko se vojna zaključi, torej Avstro-Ogrska, to je bil imperij, multinacionalni imperij in praktično ob koncu vojne izgine, propade in na teh ruševinah potem nastane en kup novih držav. In vojaki sicer so bili zelo dobro informirani, kaj se dogaja, ampak mislim, da situacije niso razumeli, torej kaj se dogaja. Sami so si želeli domov. Torej, dom je dom, ne glede na to, v kateri državi. In japonska stran tudi nekako po koncu vojne si želite ljudi čim prej spraviti, torej, ne rekel domov, ampak ven, torej iz države. In to je se zelo jasno čuti v teh dokumentih, ko to bereš. Imajo pa problem razumeti situacijo, torej, kaj se dejansko dogaja v Evropi. Torej, v Parizu tudi se en kup stvari istočasno dogaja. Imamo jadransko vprašanje, recimo Italija igra eno izjemno pomembno vlogo tudi pri tej usodi teh vojakov. Namreč, danes o tem nisem govoril, ko Italija vstopi v vojno, je bil en del, ena majhna skupina vojakov, ki so bili italijanskega porekla, bili so iz Pirana, bili so torej iz teh naših obalnih mest, so ta vstop Italije v vojno pozdravili in so celo to proslavljali tam. Prepevali so italijansko himno in ne vem še kaj vse. In je potem zaradi tega prišlo do pretepov in neredov. In seveda to so potem lokalni mediji so o tem poročali in italijanska ambasada v Tokiu je o tem zvedela, na kar so takoj začeli lobirati japonsko stran, da te vojake, torej te, on jih imenuje patriote, Italijanom predajo, da jih Italijani potem vrnejo nazaj, torej prepeljejo nazaj domov. In ta zgodba se potem vleče od leta 15 do leta 17, torej 2 leti se to pogajajo. In kar je bilo meni zelo zanimivo, je, torej bilo jih je 13, se mi zdi, teh 13 vojakov zberejo na kup in jim dajo potem možnost, da se preko italijanskih, bi rekel, sredstev in pomoči potem vrnejo domov. Velik del se jih ni vrnil, torej niso želeli iti v Italijo. Torej, razlogi so bili seveda različni, mislim, da glavni razlog je bil ta, da bi bili vključeni v italijansko vojsko in potem poslani na fronto. Tega so se zelo jasno zavedali. Tako da tukaj so bile različne zgodbe. Recimo po koncu vojne, jaz sem omenil tega Otto Tofola, bili so primeri hrvaških fantov iz Dubrovnika, iz Zadra, so njihove matere, njihove mame so kontaktirale italijansko ambasado v Tokiju in so prosile Italijane, da njihove otroke, sinove, varno prepeljejo domov. In tam recimo pravijo, ne, prosim, ne jih predajati jugoslovanski strani, ker ne vemo, kaj bo z njimi in tako naprej. Tako da
To je bilo izredno fluidno obdobje, kar se tiče ne samo politike, ampak tudi se mi zdi identitet. Pripadnosti, identitete in vsega. Ja. Toliko o tem. Ja. Hvala lepa. Prepričan sem, da bojo še druga vprašanja. Beseda je vaša. Izvoli, Katja. Hvala Boštjanu za zelo zanimivo predavanje. Če smem pripomniti, mi smo junija podpisali partnerski sporazum med tvojo in našo univerzo, tako da res sodelujemo. To je samo, jaz upam, eden izmed dogodkov v tem nizu. Moje vprašanje se bi pa nanašalo na obdobje potem. A si morda kakorkoli našel kakšne dokumente, kako so potem te Slovenci živeli tukaj, so kakšen delček te japonske kulture, ki so nekaj vendarle tam začutili, prinesli tudi v naše okolje? Hvala. Torej, to je ena zgodba, del zgodbe, ki jo še nisem raziskal. Jo tudi, mislim, nameravam vsekakor. Se pa v zadnjem času, torej, sploh, to je zdaj moje 3. predavanje ta teden in prvo predavanje sem imel v Ljubljani, v Muzeju sodobne slovenske zgodovine. Tam je bilo precej, par ljudi se je pojavilo, ki so nekatere izmed teh ujetnikov celo poznali in sem bil povabljen, da v prihodnje, da pač to vzdržimo stike, ohranimo stike in da imajo baje nekih fotografij in nekih materialov. Tako da to je neko delo, ki me še čaka in bil sem, torej imamo, prej sem pokazal seznam recimo, imam en kup podatkov, ki mi omogočajo pač začetek tega dela, tako da jaz upam, interes je, ne samo na moji strani, ampak tudi predvsem na japonski strani. Japonski kolegi me že kar nekaj časa zdaj grizejo, kdaj se bomo odpravili v Slovenijo in začeli pa tudi na Hrvaško. Tako da to je stvar, ki bo v bodoče. Mogoče jaz sem preslišal ali pa sem narobe razumel, ampak zakaj vi avstro-ogrske ujetniki imenujete jugoslovanski ujetniki? To meni čisto ne potegne to. Torej, jaz vam čisto... So Čehi najbrž bili tudi noter, mogoče. Jaz operiram z besedo Jugoslovani zaradi tega, ker so v teh dokumentih, ki sem jih uporabil in našel, japonska stran jih v bistvu identificira kot Jugoslovane. In torej, to je, seveda je problematično, kaj je Jugoslovan, kaj so bili Jugoslovani v tistem času, lahko res govorimo že o Jugoslovanih. Jaz sem se potem odločil za ta kriterij in o tem tudi jasno v svojih tekstih tudi napišem, da pač, ker so japonska stran jih tako identificira takrat, jih tako poimenuje, sem potem tudi jaz. Sem pa podobne komentarje dobivam od kolegov, da je to zadeva, ki... Kdaj so pa začeli Japonci to imenovati Jugoslovani? Ker to je malo zgodnji čas, takrat se, ne vem, če se je jugoslovanska ideja sploh prav res močno pojavila. Ni to kar malo zgodaj, 1915. Aprila 1919 se prvič začne na japonskem zunanjem ministrstvu, se začnejo priprave in nasploh diskusija o tem, kje ti ljudje so, kdo so, komu jih predati, na kakšen način jih predati in ljudje, ki so na ministrstvu bili odgovorni za to delo, te ljudi poimenujejo Jugoslovani. 19, ne 15. 19, ja. Aha, okay. Ne, 15 ni bilo tega. 15 so še vsi Avstrijci. Ja. Še kakšno vprašanje? Vas nisem videl. Ja, hvala Boštjan, res zelo zanimiva zgodba. Nikoli si nisem mislila, da taka zgodba obstaja. Zanima me v bistvu, kaj pa na tej japonski strani, recimo japonski mediji, si tudi na te stvari že, recimo tudi kaj raziskoval, pa naletel, kaj so pisali, ali pa tudi druga stvar me pa zanima, če so bile tudi kakšne ljubezenske zgodbe znotraj tega velikega
in potem te prenosi, bom rekla, kulturne. Torej, Je to ostal? Jaz sem zasledil nekaj torej časopisnih člankov, deloma se to navezuje mogoče tudi na to zadnje vprašanje, kaj so bili in kaj niso bili. Torej leta 15, ko pride do teh izgredov, takrat mediji identificirajo regionalno, torej Dalmatinci, Istrijani so se stepli z, ne vem, Avstrijci ali Korošci ali ne vem tako. To se mi zdaj zelo zanimivo. Torej v medijih se pojavljajo v glavnem, ko so bili neki problemi, neke težave, potem par jih je poskušalo zbežati, 2-3 so poskušali zbežati, so bili vmes ujeti. Zdaj v Ljubljani, v torek sem na svojem predavanju je bila ena gospa, je rekla, da so poznali enega izmed teh ujetnikov, ki je poskušal s palco preskočiti z mrežo in zbežati. In torej, hočem povedati, ti begi so bili potem v medijih. Potem nogometna tekma, torej ti športni dogodki, to so zelo pridno pokrivali in o tem tudi pisali. V glavnem ta časopis v Kobeju, pa tudi nekateri tokijski časopisi. Ljubezenske zgodbe, ja, torej se mi zdi, da to je neka tema, ki je nekako gre vedno skupaj. Torej, po koncu vojne za Jugoslovane mislim, da to toliko ne velja, ampak precej kar nekaj teh nemških vojakov je potem na Japonskem tudi ostalo, deloma zaradi tega, ker so se pač zaljubili in so pač potem tam si ustvarili družine. Nekateri so se nadeli te japonske kulture in so potem ostali tam in recimo, če greste danes v Kobe, Kobe je znano kot mesto, ki ima največ nemških restauracij na Japonskem in zelo dobrih nemških restauracij. In deloma razlog za to je tudi to, da so pač ti ujetniki, ki so tam ostali, so ponovadi odpirali te zadeve. Druga stvar je, ki sem jo tudi mogoče malo omenil, je, da recimo zgodba taborišča Bando je bila uprizorjena na filmu in je zelo znana na Japonskem. Jaz tudi, dokler se nisem s tem ukvarjal, nisem o tem vedel. Potem je pa še ena stvar je, torej oni so prirejali koncerte klasične glasbe in se to v Kobeju danes, ta tradicija se baje nadaljuje. Torej, isti repertoar teh torej glasbe, ki so jo tam igrali, se v bistvu uprizarja še danes. Tako da mislim, da je to tudi medijsko nekako, je bila zelo zanimiva tema za takrat Japonsko, nekaj novega, nekaj drugačnega in je to potem bilo tudi tam prisotno. Hvala lepa. Jaz bi se vrnil k temu, mogoče malo razjasnitvi, čisto zaradi moje radovednosti. Nemški, avstro-ogrski, avstrijski smo celo slišali prej. Če prav razumem, interes na tem polotoku, gospodarski je bil dejansko nemški, ni bil avstro-ogrski. Medtem ko ladja bi vsaj po tretjini posadke, ki je bila jugoslovanska, bi rekel, je bila pa avstro-ogrska. Je to pravilno razumevanje? Ja, mislim, da ja. Tistih 5000 vojakov verjetno je res bilo bolj nemških. Torej, zakaj je ta kajzerin Elizabet v bistvu v Qingdao šla? Torej, tukaj je tudi ena zgodba. Avstrija oziroma Avstro-Ogrska je imela z Japonsko izredno dobre odnose. In ko se začne prva svetovna vojna, Japonska bi rekel, nekako s težkim srcem napove vojno Avstro-Ogrski in tudi sama, bi rekel, takrat diplomati, torej, ki so bili v Tokiju, tudi to se pojavi v teh dokumentih, zelo težko Tokijo zapustili. Zelo z nekim težkim srcem so šli. No in ta kajzerin Elizabet je takrat, mislim, da v Aziji, zdaj ne vem točno, kje je bila,
ko pač pride do te vojne napovedi, dobijo ukaz, da grejo v Qingdao, torej braniti mesto in so bili potem tam nastanjeni. V času spopada pa mislim, da ni bila celotna posadka na ladji, ker je bilo samo pol posadke zajete in prepeljane na Japonsko. Druga polovica je ostala na Kitajskem in je bila potem tam nekje zajeta in to smo tudi prej pred predavanjem smo o tem govorili. Naslednje leto se je pripravlja v Ljubljani razstava na to temo, torej ta kitajski del te zgodbe, ki ima neko svojo, bi rekel, posebno pač zgodbo. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Jaz bi imela pa to vprašanje, presenetil me je na nek način ta prijateljski odnos med domačini in pa vojnimi ujetniki, pa me zanima, je bil potem mogoče v drugi svetovni vojni ta odnos kako drugačen ali so Japonci pač zelo prijazen narod? Mislim, da torej so prijazni. Torej, izkušnja oziroma zgodba z ujetniki v drugi svetovni vojni je popolnoma drugačna. Torej, in to je nek, recimo temu, madež, oziroma Japonci se tega, o tem ne govorijo radi in recimo, ko sem se jaz te teme loteval, takrat na Tokijski univerzi, je bil eden izmed mojih mentorjev, eden glavnih poznavalcev te, bi rekel, medvojnega obdobja, torej med prvo in drugo svetovno vojno, pa tudi drugo svetovno vojno dobro pozna. In on me je tako motiviral, je rekel, dej, prosim, loti se tega delati, ker to je izredno pozitivna zgodba, ne, v tej, bi rekel, japonski zgodovini, vsaj tej novejši, o tem zelo malo vemo in to prinaša, bi rekel, eno zelo lepo luč na, torej nekako balansira, bi rekel, to pripovedi o dogajanju med drugo svetovno vojno, ko so recimo z ujetniki ravnali zelo kruto in tako naprej. Tako da ujetništvo med drugo svetovno vojno je izredno podrobno raziskano, Avstralci ogromno na tem delajo, Američani nasploh, Nizozemci in tako naprej. In ko človek bere tiste zadeve, zdaj so tudi filmi, ne, Angelina Jolie je posnela en film, ki je zelo kontroverzen na Japonskem, nekaj časa ga sploh niso hoteli predvajati. Tako da ta zgodba iz prve svetovne vojne, torej zakaj so ravnali z njimi drugače, odnosi Japonske recimo z Avstro-Ogrsko so bili, kot sem že prej omenil, izredno dobri. Potem drugi razlog je, da v času te modernizacije, torej v obdobju Meiji, Japonska ogromno stvari prevzema iz Nemčije, torej zgleduje se po Nemčiji, vojska, kopenska vojska je bila v glavnem razvita po nemškem modelu in deloma tudi po francoskem modelu. Tako da vojska, stražarji, ki so te vojake tam pazili, so imeli neko afiniteto, predvsem častniki, govorili so nemško in se je skozi, bi rekel, to nekako splelo neko prijateljstvo oziroma neka, bi rekel, pozitivna klima in nekako nekih sovražnosti ni bilo. Druga svetovna vojna je popolnoma drugačna zgodba z drugačnim ozadjem. Tako da mislim, mogoče je to. Še kakšno vprašanje? Če ni, potem bi današnji večer zaključili. Jaz bi se zahvalil za udeležbo in sodelovanje v razpravi. Če se še komu utrne kakšna misel, bo Boštjan še nekaj časa spodaj v predverju z nami, kakor je prijazen človek, vam bo z veseljem še ustregel za vsako nadaljno vprašanje. Hvala lepa.